In zakaj tako rada hodite v dnevni center? V dnevni center, kad človek gre enkrat v pokoj, potem išče ene dejavnosti, ene zaposlitve, ene aktivnosti, da pomaga sebi, da sebe razveseliš in predvsem pa drugi ljudi. Tukaj sem našla veliko prijateljev, prijateljic, pogovarjamo se veliko, družimo, potem razne te vaje so mi bile zelo všeč, kar se tukaj počne od jezikov, zgodovina, potem razne telovadbe, lažje, težje, bolj zahtevne, prijetne za človeka, kar enkrat prideš v pokoj. Torej, vi od vsega začetka hodite v dnevni center na Gosposvetski ulici v Ljubljani oziroma cesti v Ljubljani? Od začetka se je začela, leta 9, pa do zdaj, in pa delam še tudi v dnevnem centru Kunavarjeva, Šuški, tam pa že tudi 5 let. Aha. Vi ste tudi prostovoljka? Prostovoljka, zelo. In me ta del res veseli in če mi bo zdravje služilo, upam, danes je 10 let, sem dobila priznanje, sem ponosna na to, vesela sem, da se je tako razšlo in če bo zdravje, še naslednjih 10 let. Hvala lepa, se lahko prosim še predstavite? Jaz sem pa Jožica Klančiševa. Vi hodite v dnevni center na Gosposvetski ulici že od vsega začetka. Tako, od odprtja, ja. Se je veliko spremenilo v 10 letih? Na boljš, veliko na boljš se nove ideje dobimo in seveda spreminjamo, poslušamo obiskovalce, kaj bi rad imeli, gledamo ustrežiti. In kaj je tisto, kar vas najbolj vleče v dnevni center? Veste, kaj povezava z ljudmi, pogovori, da ni človek sam doma. Prijatelji smo med sabo in zaveščamo tudi druge razne ročne, naprimer jaz imam ročna dela, da imam tudi to delavnico in vse, kar učimo eno drugih. Kaj se pa vse učite? Voščilnice, kvačkamo, štrikamo, vse kar šte. Aha, to, kar imate v rokih, delate tukaj v dnevnem centru? Ta ni trenutno narejen tukaj, ampak na tak način delamo tukaj. To pomeni, priporočate starejšim ljudem, da se vključijo v dnevne centre? Vsak bo najdel nekaj zase tukaj. Vsak, ker je prišel na pogovor, ker jaz sem še dežurna v torkih, in vsak, ker je prišel na pogovor, vsak je vsaj eno dejavnost najdel zase, da si je popolno čas in... To pomeni, da ste prostovoljka? Prostovoljka sem, ja, sem dobila za 10 let. Aha. Zane, ja. Kako pa je odprt dnevni center na Gosposvetski? Od 7 pa zvečer do 19:30. Vsak dan razen sobote in nedelje? Petek je odprt do 18, sobota, nedelja zaprto. Torej, hvala lepa za pogovor. Se lahko prosim še predstavite? Milka Makivič. Zakaj rada hodite v dnevni center na Gosposvetski cesti? Z veseljem vam povem, da sem članica dnevnega centra na Gosposvetski približno 3 leta in nameravam biti še kar nekaj časa. Razlog, tu srečujem zelo veliko ljudi, različnih profilov, z različnimi znanji, nikoli nam ni dolg čas, drugega vzpodbujamo, lepo nam je, kvalitetno preživljamo prosti čas. To je glavni razlog. No? Na kakšen način ga pa preživljate? Telovadimo, učimo se jezikov. Jaz predvsem te stvari obiskujem in sodelujem pri njih. To pomeni, so te dnevni centri pomembna zadeva v starejši dobi? Jaz jih toplo priporočam. Kdor ima vsaj majčkan volje, da gre od doma, škoda je biti sam. Tukaj poskrbimo drug za drugega, se vzpodbujamo, si zaupamo in dnevi so zaradi tega lepši. Hvala za pogovor, se lahko prosim še predstavite? Moje ime je Meta Jakoš. Zakaj ste se vključila v dnevni center? Ja, najprej sem se vključila na Puhovo, ko smo imeli tam že eno zunanjo telovadbo in sem pač neznanke srečala, ki so mi povedala za to aktivnost. Tako da sem potem kar vsa leta obiskujem.
ker sem imela varstvo vnukov, sem iskala popoldanske aktivnosti, tako da sem potem našla tudi Gosposvetsko, ki je imela več mogoče programov, ne? Tako da sem se tudi tukaj vključila. Obiskujem pa predvsem te telovadne aktivnosti, ples. Torej ste se vi vključila najprej na Puhovoj, tam je bilo najprej odprt dnevni center? Sistem je tak, da si pač nekje vključen, ko obiskuješ pa lahko vse centre, ne? Tako da pogledam aktivnost in če me zanima, pač se potrudim pa obiščem tudi tisto aktivnost, kot Magar na Biču, tudi v Zalog sem že šla včasih, ne? Redno pa hodim tukaj pakat na tebe. Katere aktivnosti pa vi obiskujete? Tukaj na Gosposvetski imamo to aerobiko, pa pilates, pa še en ples, ta trbušni ples. Hvala lepa za ta pogovor, se lahko prosim še predstavite? Zmaga Vidmar.